igralec, profesor Nagrafest, dekan v določenem obdobju tudi. Marek Bolc je režiser generacije v 71 let. Ki je pozno šel v Nagrafest, tako da me zdaj v najmlajšo generacijo želel časom vrško. Stavite, da ima stisni teatr, prednji si bil... Eden od. Pa tudi na nek način performance, umetnik performansa v določenem obdobju. Gregor Moder je filozof, doktoriral je iz Hegla. Hegel je Spinoza. In tudi igralec v improvizacijskem tipu gledališča, ki se je ena od oblik, ki se je razvila izven institucije v Ljubljani v zadnjih 20 let. Jaz sem se odločil, glede na to, da prihajamo zelo z različnih vetrov, da bom naredil nek uvod danes v ta pogovor o Cankarju in sem za izhodišče pogledal preprosto, mislim, neko statistiko prizoritev Cankarjevih dram in poskušal recimo to statistiko razdeliti na, bi rekel, število vseh uprizoritev pa število uprizoritev po letu 91 v zadnjih 20 letih, kar se mi zdi, da je lahko zgovorno. Se pravi, prva drama, ki je Cankar napisal, Romantične duše, je bila od leta 1897 uprizorjena 4-krat, zanimivo je, da 2-krat po letu 91. Kar verjetno govori o tem, kako gledališče pristopa k dramatiki oziroma dramam, ki veljajo v določenem obdobju za ne najbolj uspeli poskuse. V zadnjem obdobju je Sebastian Horvat uprizoril Romantične duše izjemno uspešno v drami te hiši. Jakob Ruda je doživel od leta 1911 uprizoritev in eno po letu 1991, ki jo je pa tudi Sebastian Horvat v prvi ekran postavil. Za Narodov blagor je od leta 1901 doživela 33 uprizoritev in 6 v obdobju po letu 91. Kar se mi zdi za pač, nekaj smo se že pogovarjali, pa jaz pravim, da je ta drama v bistvu na nek način predhodnica protikorupcijske komisije in se mi zdi, da je tudi zelo zgovoren nekako podatek 6 uprizoritev, kar je največ, odkar imamo svojo državo. Kralj na Letajnju od leta 1902 je doživel 37 uprizoritev in 4 po letu 91. Po hujšanju 1907 38 uprizoritev, kar je seveda največ uprizoritev od vseh Cankarjevih dram, 6 po letu 91, od tega je bila ena postavitev, se pravi SNG Ballet, Maribor, Faričev. Hlapci so imeli v 1910 31 uprizoritev in 4 po letu 91, Lepa vida pa v 1911 11 uprizoritev, tako kot Jakob Ruda, pa 3 uprizoritev po letu 91. Zdi se mi, da recimo, kar se vidi iz te statistike, je, da so po letu 91 recimo doživele uprizoritve in to zelo uspešne tudi te drame, ki so veljale za neke mladostne poskuse Cankarja, pa mogoče ne docela uspešne drame. V bistvu za Cankarja bi lahko rekli, da je recimo v slovenski dramatiki pravzaprav edini kanoniziran avtor. Resnično, se pravi, avtor, recimo, če kanonizacija, bi rekel, mora izpolniti določene pogoje. Se pravi, da so drame del šolskih kurikulumov na vseh stopnjah, da imajo določeno kontinuirano prizoritveno prakso in da jih mogoče nek splošen kulturni horizont do neke mere pozna. Se pravi, da recimo, če postrežem z neko anekdoto o Shakespeareu, neka gospodinja angleška gre gledati Hamleta, in ko pride domov, jo vprašajo, recimo, pač, kak se je zdelo in pravi, da ni nič posebnega, ker so to tak sami citati. Se pravi, v bistvu, kar to pomeni, je to, da v bistvu neko dramsko delo zaide v nek splošen kulturni horizont, da recimo iz šole poznamo določene monologe, ki smo se jih mogli na
pamet uči, domače branje je v to vključeno in tako naprej. Pa tudi, seveda, kar je recimo v tem znotraj kurikulumov pomembno je to pač, da je Cankar verjetno najbolj, bi rekel, da ima svojo interpretacijsko fazo, oziroma da ima več interpretacijskih faz, kar za, bi rekel, za druge dramatike ne velja. So enkrat interpretirani, bodi si ob uprizoritvi, da dobijo neke tekste, medtem ko Cankar ima, v bistvu lahko govorimo tako o šekspirologiji, se pravi neko skoraj da svojo v okvirih slovenistike, v primerjalnih književnosti, skoraj da neko svoje polje, raziskovalno polje. Pol v bistvu v novejši zgodovini bi lahko pri uprizoritvah zadeve bi jaz se razdelil na dve fazi. Recimo, pred leti Eda Čufer napisal neko kolumno, kjer govori o režiserjih tretje generacije, mimo grede, in poslej je ta generacijska klasifikacija nekako prijela. In bom jaz pol tudi nekako po tej razvrstil, se pravi če v drugo generacijo režiserjev štejemo Koruna in Ivanoviča, se mi zdi, da je v bistvu pri njunih uprizoritvah Cankarja šlo predvsem za vprašanje, kako ga je mogoče interpretirati v območju zgodbe pa karakterja in kako mu je mogoče v teh okvirih priskrbeti neko korespondenco z nekim aktualnim kontekstom. In šlo je tudi seveda za razmeroma lahko radikalne interpretacije, ampak ta pravica do interpretacije se mi zdi, da je tako zaznamovala pač prav njiju se poleg tega, da uvajate različne postopke prav v interpretacijskem polju. Medtem ko, če govorimo o četrti generaciji režiserjev, od kamor bi jaz prištel recimo Sebastiana Horvata, Gregorja Bulca, je pa po mojem vprašanju bolj, kaj s Cankarjem mogoče narediti. Moj brat Vojček je Gregor Bulc. Rekel si Gregor ja, Bulc. Ja, ampak to je dost, to posta napaka, čisto avtomatično. Se pravi, kaj s Cankarjem mogoče narediti, pa tudi kako je mogoče ravnati s kanonom samim, ali pa to, kar je že upisano v neko estetiko recepcije Cankarja. Se mi zdi. Poleg tega Horvat začne uvajati neke druge, bi rekel, umetniške postopke, ki jih mogoče, bi rekel, sodijo izven te domene interpretacije. Zanimivo je, če pogledamo skozi Cankarjev, recimo, se pravi skozi prizoritev Cankarja, da imamo neke vrste prisotnih, da so prisotni neke vrste tekme. Namreč, Hlapci so oktobra 1980 uprizorjeni dvakrat. V drami jih postavlja Korun, v MGL Jovanović, se pravi v istem mesecu. Za Narodno blagor oktobra 1993, v roku enega tedna, odpre sezono Mestno gledališče in drama. Mestno gledališče s Korunom, drama s Kobalom. Spomladi 2005, v roku 2 mesecev, se Kralj na Betajnovi uprizori Šele Bauer v Mestnem gledališču, Jamniku s SNG Nova Gorica. V bistvu samo jaz se spomnim samo še 2 teh situacij, ko je bil veliki brigadni valček v roku enega tedna leta 1985 uprizorjen in v Mariboru in drami, pa podatek imam, ki je zgovoren, kaj se zgodi, bi rekel, v tem obdobju, ko se teater produkcijsko spreminja. Leta 2006 je musical Kabaret uprizorjen v Celju in MGL-ju v razmiku pol ure se, bi rekel, začneta v premieri in seveda mislim, da Celj je pač pol ure prej, naprimer. Ampak uprizoritev je stvar, bi rekel, nekih nesporazumov, zdaj s koprodukcijo, se pravi sodelovanjem s koprodukcijo. Se pravi, gledališče se v nekih teh, bi rekel, dvojicah, ki so v leta 80 pri Hlapcih verjetno pomenili neko intervencijo v nek splošen kulturni horizont, tudi javno debato in tako naprej izvedeli na koncu pač na tekmo uprizarjanje muzikla. Uprizoritve Cankarja, jaz mislim, da so zaradi tega, ker je kanoniziran, na nek način neke vrste merilcev družbenih političnih temperatur. To je verjetno pač povezano s preprosto s tem, kak je nek avtor uveljavljen.
Prej sem omenil drugo in četrto generacijo režiserjev. Zanimivo je to pač ta tretja generacija režiserjev, ki pripada mogoče izven institucionalni produkciji, se s Cankarjem praktično sploh ni ukvarjala. Spravi ta neodvisni sektor, spravi NGO-jev, je Cankarj praktično popolnoma odsoten, razen pri Freji, recimo, če Freja štejemo to, ko je v drami Lepo Vido, je naredil tam sredi 90-ih let, pa v zadnjih letih, recimo iz te generacije Berger, hlapci, komentirane izdaje. Njihova glavna referenca je seveda logično Kosovo, iz tega, bi rekel, nabora. Pa to je možno še v bistvu ugotoviti, da se je uprizarjalo ne samo se pravi ta dramski nabor Cankarja, ampak da so se poskušali na oder predstavljati tudi prozne delo Cankarja, Gospa Judit, Hiša Marije pomočnice, Klapice in njegova pravica, na film pa Martin Kačun. Zdaj bom pa v bistvu malo bolj zanimiv, malo bolj še tudi izvrtni, ker se odkrivam Cankarja rodil. Pa bom se pravi, ta pogovor imamo v priložnosti predstaviti vse v Ivanu, ki je februarja 2014 v Kopru doživela premiero in bi jaz prebral ta uvodni del napovedi, iz katere bi pa zastavil vprašanje. Se pravi, konceptualno vprašanje te predstave naj bi bilo, o čem bi se dan današnji pogovarjali, razpravljali, kje bi to počeli, kako bi gledali na svet in na svoje literarne življenja in na pisatelja, ki jih je ustvaril ženske, dramske osebe iz Cankarjevih del. Odgovor na postavljeno vprašanje naj bo poiskal skupaj s svetovljansko popotnico Jacinto iz Pohujšanja, Lojsko iz Hlapcev in Heleno Gruden iz Narodovega blagera, ki kot gostje v programu kanala Ivan TV, kjer se jim pridruži še Cankarjeva mama, obračunavajo med seboj in s pisateljem. Gre za projekt, ki ga zanima raziskava komedij, satire, smešnosti skozi besedila slovenskega vulkana Peresa ter njihovo presejanje skozi sito sodobnih gledaliških tudi komedijskih praks. V bistvu, za začetek bi postavili tudi vprašanje pravzaprav glede na to, da po mojem gre za neko najbolj neobičajen pristop, ko recimo Ivana Cankarja, kako se pravzaprav, kako je do te konceptualizacije predstave prišlo, oziroma kaj je bilo povabilo, kaj je bil pa tvoj predlog v gledališki formi. Živja. Prvo, ni bilo povabila, ampak sem jaz klical Katjo Pegan, da bi se rad dobil na sestanku, da bi nek predlog predstavil. Ne? In prišel sem z izdelanim predlogom, da bi rad v bistvu delal nekaj podobnega, vsi se verjetno spomnite iz drame Reduced Shakespeare Company, so delali te zbrana dela Williama Shakespearea, pa Biblijo, krajšano, pa tako, ne. In v bistvu, če bi si rekel za nazaj, ne, še za času Demostisem teatra smo večkrat debatirali, da bi mogli narediti ali zgodovino Slovencev okrajšano, ali Cankarjev okrajšano, ali nekaj, ne. Tako da je to v bistvu neka stara ideja, ki se vleče zdaj z omenjene vrhnike že kar lepo število let. S tem, da v bistvu vmes, seveda sem jaz, ko sem razmišljal, kaj bi delal v Kopru, sem Kati predlagal, da bi v bistvu se osredotočil ne na pač neki the best of Ivan Cankar, ampak da bi v bistvu delal predstavo o ženskih likih, ki so se mi zdeli v bistvu na nek način v njegovih delih dramatiki nekako zapostavljeni. Ne? Se mi zdel nek preblisk je bil en dan in sem razmišljal, kako bi v bistvu te ženske komentirale pač Cankarja. Pa vemo pač, da Cankar pa ženske tukaj v bistvu so mogoče to širša tema, ki jo lahko drugič obdelujemo, ne? Ampak je v bistvu ta tudi njegov odnos do žensk in tako je zanimiv in sem jaz Kati predlagal, da bi v bistvu delal z samimi igralkami
Ona je pa meni predlagala, da bi v bistvu delal še da bi priključil se ekipi še Igor Štomolak in sem bil za, ker sem mi pol takoj utrnil, da bi igral Cankarjevo mamo moški in tako je pač, kar se tiče ponudba, pa kaj sem jaz predlagal. In Kati se zdela ideja cool, ampak v formuli je bila še takrat Simona Semenič. Jaz sem se v bistvu Simono pač na mojo idejo, na ta, pač, da rečemo temu okvirni koncept, ker sem ga Simoni predstavil, se je Simoni zdel cool. In Katja je to sprejela in na nek način v bistvu je bila to zelena luč, da smo midva Simono začela debatirati o tem, kaj bi ta predstava pol sploh res bila, pa iz katerih del bi črpala, bi sam z dramatike, ali bi še skaj, in tako naprej. Žal je pol Simona zbolela, ampak je bila Katja dovolj drzna, da je pol meni rekla, sej, pač, ti si meni to predstavil kot tvojo idejo, kaj pa, če bi mogoče ti en košček napisal, ker jaz sem jim povedal, jaz nimam nič. Mislim, tukaj je ideja, ni pa nič, mislim, teksta ni. Simona pač ne more napisati, zdaj pa je rekla, ne bomo zdaj odpovedali, da ti en košček napiš, pa da jaz vidim, kaj si ti sploh točen mislil. Ker sem jaz 2-3 strani potem poslal in Katja je pa rekla, da se to v redu, ti kar nadaljuje. Tako da to je potem šlo naprej, ampak zdaj, če grem še en korak nazaj, ker si rekel, ena pomembna seveda stvar, zakaj Cankar, je tudi to, da prihajam z Vrhnika. Mogoče si mislite, da so vas v osnovni šoli zamorili s Cankarjem. Na Vrhnik to pomeni krat 2 minimalno, če ne krat 10. Mislim, pri nas pač je Cankar svet od trenutka, ko stopiš v Vrtnic, po moje. Mislim, pa že takrat bi ga najraje nam predstavili Vrtničanom, kot res nekega. Ampak v osnovni šoli se ti res trudijo približati Cankarja, seveda je pa učinek ravno nasproten. In meni se je v bistvu Cankar ponovno po osnovni šoli, ko sem ga res uspešno zagabal do te mere, da ga nisem več vzel v roko do akademije. Na akademiji ga pa seveda začneš čisto drugače brati. Na kak način drugače? Ja, mislim, predvsem verjameš, da to, Cankar ni toliko brez veze, ali pa Cankar ni toliko dolgočasen, ali pa patetičen, ali pa, mislim, predvsem odkrivaš dela Ivana Cankarja, ki bi jih v bistvu mogel spoznavati po moje kot najstnih, pa jih ne, zato ker jih je avtomatično, mislim, jaz govorim zdaj iz osebne izkušnje, kaj se meni dogaja, zdaj verjamem, da se še komu to, ampak enostavno razviješ tak odpor, da si rečeš ne, mislim, s tem se sploh niti ukvarjal ne bom, in ga niti ne vzameš v roko. Zdaj me zanima, recimo, kaj prebranje Cankar je bil pred tebi prav zdrame? Klapci? Ja, mislim, ne vem, jaz sem na akademiji prebral Klapce in sem rekel, wow, mislim, tukaj pa nekaj je, kva pa je zdaj s tem Cankarjem, mislim, tukaj, ampak meni res, jaz sem šel na akademijo pa 28, kar pomeni, da sem uspešno se izogibal Cankarju kar lepo število let. Mislim. Ja. Ali lahko intermezzo naredimo to? Jaz bi vprašal, jaz sem tako vprašanje gosta. Ti zdaj mene zbral. Ja, jaz sem tako vprašanje. Sam prvo še odgovoril, dva druga gosta vprašal, recimo to, faze prebranja Cankarja. Cankar je verjetno res edini avtor, skozi katerega greš v osnovni, poleg Prešerna, po osnovni srednji šoli in pol, verjetno kasneje, pač je ogromno priložnosti, pa da se z njim soočaš in vsak ima te faze. In me zanima, če lahko mogoče Aleš Lanič pa pol Gregor svoje te faze v odnosu do Cankarja rahlo razodjene. Te faze so splošne, se mi zdi, mislim, da imajo zelo dolgoročne posledice. Jaz sem zelo prepričan, teatri predstave Cankarja malo težko napolnijo, oziroma z lahkoto se jih napolni s srednjimi šolami, ker je to pač v učnem programu, za izven pa ni ravno, da bi kakšne množice drle noter. Jaz sem to prepričan, da je tudi iz tega razloga, ker če pač se človek zjutraj zbudi pa prebere v časopisu, da je na sporedu Cankarjeva drama zvečer,
se verjetno spomne na skodelico kave pa na malo. In potem ga boš težko v teatre prepeljal, ker je pač to njegov tis Cankarja. Jaz sem prej opazoval, zdaj mi občinstvo ne zamera, pa ko smo začeli, pa je bil prvič izrečen Cankar, je marsikdo takole naredil. To je naša podzavest, to je dejansko naša podzavest. Nam so Cankarja predstavili kot avtorja pač v osnovni šoli, najprej, potem še kakšen v gimnaziji, v srednji šoli, kot avtorja, ki je zelo moreč in duhamoren in s tem se pač ni dobro ukvarjati, če počeš ostati pa smejano. Jaz sem zelo prepričan, da dramatika dejansko je pravzaprav nasprotno od tega. Ta dramatika pač po mojih izkušnjah je izjemno duhovita in na nek način tudi zelo zabavna. Ma pa seveda, pa to boste vi bolj govorili, to ost, ki je pa traumatična, ki je pa traumatična, pa ki je seveda tudi prenesla Cankarja v naše čase na tak način, da ga še danes gledališče dela. Se je nekaj zelo podobnega s Prešernom. Če sam pomislimo na Zdravljico, vsi jo znamo na pamet, ampak zdaj jo največ redko kdo lahko pove. Ampak zaradi tega, ker nam jo kar naprej v možgane potiskajo in potem to ni nič več. Čim en zasliš življenje vsi narodi, se vleže in ne posluša več. To je dejstvo. Zaradi tega, ker je pač, to ni nič več zanimljivega, zaradi tega, ker je že prevečkrat zlorabljeno na nek način. Tako da to je problem Cankarja, na vsak način je. Ja, moje izkušnje so podobne opisane in sploh se mi zdi, da težko kaj dodam, kar je Aleš Švarič omenil k temu. Težko kaj reče, sploh ker s tem lepim glasom to povedal, ne pač to res, ker si mi upa konkurirati. Moj vtis v zvezi s Cankarjem je bil seveda čist enak, jasno, na začetku je veliko svetu in meni težko prideš zraven. No, ampak pol so ti dali pa res pa nekaj moraš pa doma res prebrati in a so neke črtice. Neke črtice so tam v začetku in jaz se spomnim, da ok, skodelica kave, da greš čez. Ko pride pa 10. Tam sem pa jaz jokal, ko je dater za taj. Vem, da sem najbrž eden redkih, če ne edini, ampak meni si pa to je res grozno. Tako da, ok, to je bila moja prva osebna, tako izkušnja je bila kar traumatična. Res tako tak stereotip pa grozno. Ne vem, zakaj meni se to res dotakne. Drugač pa ja, naprej, seveda, mislim, kadar je bilo treba, jasno, imeli smo vsi abonmaje za dramo in za MGL, če je bil Cankar, smo zboleli, pa je bil lihke kino, slučajno, to je jasno. Mi so v srednji šoli nismo hodili, to če smo imeli abonmaje. Zdaj, kaj pa se mi zdi, dobro, če zdaj gremo ostran tega, kaj nam neposredna izkušnja, bi rekel, da nekaj, kar je nasplošno za vse, kar se sploh lotijo na kakršen način Cankarja, je grozen že to, da so ene stvari iz Cankarja tako omniprezentne v slovenskem javnem diskurzu, da te gre lahko samo na bruha. Sploh, ko slišiš hlapci, recimo, zdaj vemo, da govorimo o Cankarju, pa malo drugače razumemo besedo hlapci. Ampak če gledaš malo, kako v javnih občinah govorijo o hlapcih in kako to vse vemo o tem, ja, vsi smo hlapci, bla, bla, to je meni abotno, gabno. Ali pa kar naenkrat vsi vemo, da vsi živimo v tej dolini Šentflorjanski, pa vse je grozno, pa vsi so skorumpirani. Mislim, glede na to, da je bil Cankar res ekstremno političen avtor, se meni osebno zdi groza, da smo prišli do stališča, ko se Cankarjeve izraze uporablja za razvrednotenje kakršnega političnega angažmaja. Res se mi zdi, da tisti, ko meniš, hlapci, dolina Šentflorjanska, zdi se mi, da v redu. Naenkrat si razvrednotil celotno politično polje. Zakaj bi sploh še kako drugače gledal na politiko, kot na, seveda, vsi so skorumpirani, drugega neki, vsi so isti pravi. To je tisto, kar se meni zdi grozljivo. In v tem smislu vsaka čast režiserjem in igralcem, ki se lotijo vsakih snova Cankarja in se soočijo z, ne vem, ali pa s kralna Betanja. Smem si sam to, da sam to še povem, kralna Betanja. Mislim, ko sem jaz to bral, meni se zdaj to teatr absurdno. Na neki točki v kralju na Betajnovi kantor reče, ne vem, praktično govori, on dobesedno reče, jaz se ga opil. In potem preiskovalci rečejo,
ja ne, to pa se ni moglo zgoditi, dajte, no, hecate se, dajte se zresati in na koncu pač popusti pa reče, dobro, v redu, pa ga nisem, če tako ustrajate. Skratka, da bi politik sam tako nekoč prišel v predjavnost s krvjo poškropljeno srajco in bi mu ne pustili biti kriv, to se me zdaj, to je nesmiselno, to se nikoli ne more zgoditi. Danes pa živimo v takej situaciji. Tako da, kaj se v zvezi s kraljem na Betanji se meni zdaj, pa to je preveč aktualno za naše razmere. Za tega ne moraš uprizoriti. Za uprizoritev rabaš eno distanco. Rabaš nekaj, pa to, nekaj rabaš, da pa se to je vendar umetniška preinterpretacija dejanskosti. Ne, kralj na Betanji je dobesedni citat naše situacije. To se meni zdaj, da imam nemogoče na nek način uprizoriti. Skratka, dve poanti. No? Ena je ta, da se je zelo težko ga lotiti, ker so vsi te izrazi vsem znani, pa skodelica kave, pa mama, pa ne vem kaj, pa seveda hlapci, šentflorijanska in tako naprej. Drugo pa, kako ga zagrabati, tam, kjer pa je aktualno. To se mi zdi pa dejansko izziv za režiserje in če smo že v tej hiši kapli dol, te uprizoritvi. Meni se je zdaj dobro. Gremo nazaj na Marjeta. Meni zanima v bistvu tvoja neka vrsta kriterij za selekcijo ljudi. To je ena stvar, poleg tega, to je ena stvar in to so vsi ženski liki. Zato me zanima v bistvu, kak si ti pri tem bi rekel poglobljenem branju, ponovno, se pravi, ta predpostavka, da so ženski liki pred Cankarjevih dramah, predvsem, rahlo predpostavljeni, to je nekaj, kar cirkulera. Kar nekaj, kar cirkulera, kar je že, kar sem jaz recimo pred tvojo prizoritvijo interpretacija, mislim, smo tudi nekaj brali ali pa poslušali o tem, krati se pa nobenih ni mogoče tako podrobno lopto ali pa s to optiko in me zanima, v bistvu, kaj si ti ugotovil? A te je kaj presenetilo nekih preselekcioniranih likov? Mislim, jaz nisem imel naprej plana, katere like bi vzel, ampak je bilo zelo vezano na zasedbo. To je ena stvar. Drugo je bilo vezano na idejo, da pač bi seveda čist zaradi nekega konflikta dramskega, zaradi pač predstave, da bo, ne, sem iskal seveda like, ker vsem so si različni, tako da sem na nek način nisem vedel katere, vedel sem pa v bistvu približen, kaj iščem, kakšno recimo paleto, ne, da bi se sestavljal. In potem skozi branje je, kaj bi rekel, intuitivno, kjer lik bi pasal na igralko in hkrati, kjer lik bi v bistvu zdaj bil kontra, pa, ne, in potem najdeš nek izbor, ne, in ta se je zožil na konc na 3 osrednje like, s tem, da mamo sem imel seveda skozi kot nek lik, ki bo prisoten, ne. Nisem jo pa vezal na konkretno delo, ampak da bi rekel kliše. Nek stereotip ta cankarjanske mame se pa tudi pojavi, no, se bo mogel pojaviti, ne. In potem, kot bi rekel, neko jedro predstave, iz katere pa dejansko je cela predstava išla, je, da je ta Cankarjeva mama dobila svoj šov, TV šov. Ne? In v bistvu skozi to idejo, da ima Cankarjeva mama TV šov, sem v bistvu prišel do tega, da se v bistvu vse dogaja na televiziji. Mislim, ni bila to predhodna ideja je prišla skozi v bistvu prostor dogajanja je bil dolg časa nedefiniran, dokler nisem prišel do logike, Cankarjeva mama gosti na svojem nekem talk showu 3 druge like ženske, ne? In tukaj se je izoblikovala tudi logika tega društva. Zakaj so pa te skrb imajo društvo? Ne? Nepozabnih ženskih, dramskih likov. Ne? In to je v bistvu bilo pol neko jedro in se rekel, ok, zdaj pa treba iz tega ven jih postavljati te like, kaj bi jim bilo blizu. Ne? In pa gre ta logika, ne vem, ok, imamo učiteljico Lojska po defaultu je po definiciji učiteljica, ve, ne, mislim, in je strokovnjakinja za Cankarja in je lahko na kvizu.
Dvorska je ta teorišica, ki nas je od Cankarja učijo. Recimo. Pol imaš Grudnovko, ki je pač, ne vem, originalno seveda del stranke, ampak prek moža kot žena, mislim, si lahko mislimo, da je ona tam, vseeno v politiki, ampak tam pred Cankarju še malo tako, zadržana, tukaj pa seveda prevzame pač gre svojo pot, se loči in gre v politiko zares. Jacinta pa seveda, mislim, se je že namenjena, je pač, če bi jo projecirali naprej, bi jo pač v neko umetnost dal, ampak današnja umetnost je seveda estradna. Celebrity. Mislim, mora biti pač neka estradna umetnost. In tako, mislim, kada bi rekel, tako je šel postopek, ampak moram reči, zdaj, ta tekst je bil dopisovan več kot polovica na vajo. Jaz, ko sem prišel na prvo vajo, smo imeli, ne vem, en košček teksta in igralcem sem skozi razlagal, vse boste videli, bo še. Ampak, se pravi, tako da je veliko teksta nastal sprot, tako da neke te, da bi rekel, ideja, kam se bo razvil lik v predstavi, je bila tako v glav, se pravi, ampak na nivoju začetnih vaj je to bilo tako, ne vem, Mojci sem razlagal, mislim, Lojska bo imela še eno frko, mislim, da bo nekaj z Jermanom, sam ne vem, res kako bomo to speljali, ampak, hočem reči, pol pa skozi proces, skozi delo z ekipo, ki je bila fenomenalna, ko smo super delali, sem pač tako dodam po vajah in pisal naprej, tako da je se navezuje na to, kar se ravno omeni. Ženska je Cankar. Kljub vsemu, po eni strani očitam, zakaj mamo igra moški? Ja, no, hvala. Mislim, to se mi zdi, da na nek način je samo umevno, zakaj? Na nek način je logično, ampak zakaj? Povemo zakaj. Kak pomen ima to? Kakve konotacije ima to, da zakaj pač Cankarjev mati igra moški? To mene zelo zanima. Tudi zaradi osebnega branja, predvsem Če vam videl odgovor, ker on je kar tiho. Jaz lahko povem, zakaj jo igra, je pač zelo enostavna razlaga, zakaj se je to zgodilo. Zaradi pač ansambla v Kopru. To ni odgovor. Ne, to je odgovor, jaz ti pač čisto fair povem. To je bilo, ampak seveda, ko se ti to zgodi, se začneš spraševati. In ko se je meni to zgodilo, ko se je zgodil ta telefon, je bilo pa, čakaj, pa to je, ta prvo imaš občutek, da čak tole nekaj ne bo vedel, ampak pa rečeš, se to je good, se to je fajn. In zdaj, ne bi šel zdaj v neke spolne teorije spola, ne vem kaj, ampak ne zato, ker tega ne poznam, hočem reči, ampak kar je meni seveda zanimiv je, kako v bistvu lahko nekaj, kar bi recimo splošno sprejemal kot moška avtoriteta v družbi, v Sloveniji naseliš v en lik Cankarjeve mame skozi Cankarjev opus. In ta moč, ki jo v bistvu Cankarjeva mama nosi, je na nek način v svetu sprejeta kot v bistvu bi jo gledal kot neko moško avtoriteto, ne vem, kako to razložil. Ker bi rekel, to, kar moški nos v nekih drugih družbah v Sloveniji, v bistvu se preseli grobo rečeno na mamo. Mama je ta, da bi rekel, če rečeš pri nas, kdo je osrednji moški lik slovenske literature, kdo? A veš? Mislim, dobro je, a imamo, čakaj, kdo je osrednji, ampak nasploh literature, kjer je ta moški lik, a veš, ki je zdaj, kje je ta oče, kje je ta dominanten moški, Moje vprašanje je, recimo, če se bi na Gergerja, mislim, oziroma, če poštevam Gergerje, pa se s teoretsko psihoanalizo v drugim okraju, oziroma z tega polja prihaja, ampak dejansko, če se jaz spomnim moja branja Cankarjeve matere iz Črtic, dejansko tam izstopi neka oseba,
ki presega na nek način spolno, ki presega, bi rekel, izključno neka, kako bi temo rekel, neka oseba, ki je spolno ambivalentna. In ti nalaga občutek krivde stavno. In mogoče, jaz ne vem, če to iz tega izhaja, ampak v bistvu iz, recimo, Cankarjeva mama tam čez cesto prihaja njemo to desetico dati pred to jarko, tam na Vego, in dejansko iz tega opisa, kako ona stopa po ulici, kako ga čaka, kako je, recimo, meni to izstopi neka maskuliničnost, definitivno. In vprašanje, recimo, ki ga bi jaz pač postavil, zakaj je to ena asociacija, ki je popolnoma logična. Zato, ker ti se rekel... Jaz ne vem, ker je to čist, recimo, intuitivno je meni logično, da Cankarjev mama igra moški, nobenega od drugih likov, ki ga imam, pa ne. Ja. Nobenega drugega. A ve, mislim, to mi gre, drugo mi pa ne gre. Ne? Mislim, a smem sam še skloniti tega odgovora. Mislim, da odgovora je enostavno v Hitchcocku, no? Ta mama je dobesedno psihomama. Mislim, to je ta krivda, o kateri govori Aleš, to je ta absolutni nadjaz, ki nas straši. Mislim, in to je tudi na nek način simbol Cankarja kot tazga, s kateri se srečamo in beri Cankarja, beri njegovo erotiko in tako naprej. In ja, to je mama iz Hitchcocka, je ta Cankarjeva mama in jasno, da jo mora igrati. Ne, da jo lahko tudi igra močki, mora igrati močki. To bo zdaj ta kanon novi. Tako, Anthony Perkins, to je Cankarjeva mama, ne dvomno. In tukaj mislim, pustimo zdaj kontingentne razloge, zakaj do tega prišlo, tak ansambl, bla, bla. Ne, mora biti. Mislim, mimo grede, no to me je vedno... To me je vedno... Ne, to me je vedno... To je pač dejstvo, to je bilo. Kaj pa se je zgodil? Ampak to me je vedno motil, kad bereš te stare... Ful ni seksi za tak pogovor, ne, ampak je dejstvo bilo. Ker me je vedno motil, ko bereš te stare dramatike, ne, grške, ja pa si smo imeli samo 2 igralca, jaz sem da pol, ne vem, unga 3. in tako naprej. Ja, okej, ampak to so zunanji razlogi, ne. Morajo neki, mislim, če se začnemo pogovarjati o tem, ja, pa grško piše zato, ker so bili v Grčiji. Ja, okej, seveda, se to je vse res. Pa kljub temu, kaj je tisto, kar potegne, ne? Kaj je tisto, kar je bilo povedano resničnega. In tukaj je definitivno, ne glede na to, katera kontingentna priložnost se do tega privedla, to, da je pač Cankarjeva mama igral moški vrnujno. Ja. To sem. Eno, naslednje vprašanje za tebe, pač pol gremo na druge, je izbera formata, se pravi Ivan TV. Ivan TV je na nek način, in jaz v bistvu to razumem kot neko obliko cultural jamminga, se pravi neka vrste v bistvu aplikacije enega formata na izbor vsebine. Se pravi, nek format, ki ustreza, pa ki ga nekaj prepozna kot ustreznega za to, da neko vsebino realizira skozi. Pa me zanima v bistvu ta odločitev, kaj je ta. V bistvu moramo povedati, da je to dnevni televizijski program. Se pravi, televizijski program, ki se v enem dnevu zanima. Ko ste lih tole preklopali, tako je eno pivo unijo. Evo, jaz bi tudi Koliko je bilo prej, kot sem rekel, ne, iz neke ideje, da bi mama imela več šov, svoj televizijski, ne, sem potem zelo hitro v bistvu prišel do neke logike, čakaj malo, na televiziji pa ful različnih formatov, ne, gledano skozi Cankarjev opus, ne, Cankar lahko zapolne, mislim, če bi mi imeli, če bili mi, ne, verjetno bogata država, ne, in bi delali ful scenarijev, mislim, iz Cankarjevih del bi lahko naredil ogromno različnih igranih žanrov, raznoraznih. In se mi zdelo, dobro, gledaj, mi s Cankarjem lahko zapolnimo ne en dan, ne, ampak tako res kar konkretna količina enega programa televizijskega bi, ne, če to zdaj na nadaljevanke razdelu, pa ne, razne. Ampak seveda, to je igrani del programa, ne, pa sem rekel, ok, super, bi bilo pa zanimivo videti, kaj se zgodi, če probaš Cankarja
cepiti na novice, ne, na šport, na risanko, mislim, se pravi, na različne žanre in tukaj se je v bistvu odprlo eno ogromno področje in nastavkov je bilo v bistvu za dosti več žanrov, kakor jih je na koncu končal v predstavi, ne. Ampak tako se je v bistvu porodila ideja meni, da je, v redu, če pa imamo zdaj ta TV, ne, ampak če se to zdaj dogaja v nekem enem dnevu televizijskega programa in se sprehodimo skozi te različne oddaje in tako, ne. Sem pa začel razmišljati čakaj, iz kje to pride, ne? V bistvu se je utrnila nova ideja, ne, in tako je pa Gora Žilovc prišel v bistvu v projekt, ne. Da že zelo bliz 20 smo že prav zares bili, ko še nisem imel lika Nemi Ivan sploh v glavi, ne? Ampak skozi to v bistvu sem jaz ugotovil, tukaj v bistvu rabimo nekega čarovnika, ne? Ki hkrati piše to predstavo, premika scenografijo, je odrski delavec, je v bistvu stric iz ozadja, master of the ceremony, je v bistvu človek, ki prav zares se vse skupaj to dogaja v njegovi glavi ali pa v njegovem dramsko-gledališkem, televizijskem vesolju, ne. In tako je v bistvu sploh peta vloga nastala, ali peta igralska možnost za v tem primeru Gorazda, kjer seveda se pojavi ta lik, ki je nekdo je zapisal nekje, da je nekaj med mano pa Cankarjem, ne. Prav zares je dejansko ga tudi jaz tako vidim ta lik, ne, da je prav zares med mano bolj kot funkcija, kot režiserjev, ne med mano privat, ampak kot lik, ki je v bistvu nekaj med režiserjem predstave in dramatikom, ki hkrati celo predstavo daje vedeti, da ima on stvari pod kontrolom. Pa hkrati recimo asociacija, ki je človek dobil ob tem, da je Cankar kot pojem v slovenski kulturi neke vrste dobesedno nek prenosnik informacij oziroma nekdo, ki je v ozadju, to, kar smo prej kot nekdo, ki je artikuliral seveda neke zelo temeljne zadeve, ki so očitno, bi rekel, nadaljujejo svojo aktualnostjo. Prej smo si ti rekel, da ti gre za narodno blago rakli na živce, oziroma krajni detajno. Ne, za narodno blago mislim, da ni to dober tekst, ampak to je moja privatnost. Stališče tega ne bi smel javno. Ampak v resnici je recimo krajno detaljno verjetno pač tečen, zato ker je tako zelo točen. Zdaj za Aleša Valiča imel eno vprašanje glede pač na neko specifično situacijo v vaših srečevanjih z Cankarjem. Se pravi, sodelovali ste v Korunovih postavitvi Kladcev leta 1980 v Drami, v Korunovem kralju na detajni leta 1994 v Prešernovem gledališču v Kranju, pa v Millerjem kralju na detajni leta 2014 v Drami. Jaz sem kako spustil. Ja. Pisma Anici Lučinovi iz gledališča Pekarne, v režiji Boštjana Vrhovca. To je pa eno izmed teh primerov, kjer so se drugi žanri literarni v bistvu prenašali v gledališki medij. Tega repertoarja očitno ne. In kar je še posebej zanimiva situacija je to, da ste v obeh kraljih v Millerju v Korunovi igrali župnika. Se pravi, da ste to vlogo igrali dvakrat, leta 1994 pa 2014, se pravi 20 let razlike med njima. In v bistvu vprašanje, ki si ga hotel pač postaviti, sem na nek način v bistvu preformuliral. Najprej v bistvu sem hotel postaviti vprašanje, ker se spomnim, da je Lado Kralj, ki je bil tudi umetniški vodja v 1980, ko ste Korunove Hlapce postavljali tu nam na primerjalni književnosti govoril o tem, pač kak je bila vloga župnika vedno neka vrsta šifre oblasti. Se pravi, v župnika je bila zašifrerana oblast, se pravi prav, v bistvu oni dobro se pravi, vedo se, da se skozi župnika gleda partija, pač takrat.
To je bil nek dogovor in zdaj me zanima glede na to, ampak fora je o tem, da je župnik v Cankarjevih dramah vedno oblast. To mi je v bistvu samo vprašanje pravzaprav interpretacije, pa kam to oblast v teh, bi rekel, klasičnih interpretacijah, katero oblast uprizoriš kot župnika. In me zanima, glede na to, da ste igrali oba župnika po letu 91, kakšne so bile interpretacijske razlike, kakšne so bili pogovori o teh vlogah župnika, pa kakaj recimo med letom 94 pa 2014 za vas razlika v interpretaciji župnika? Zdaj, kakšni so ti točno pogovori, vsega ne bom povedal. To se ne govori. Bili so zelo pestri ti pogovori. Ja. Ne, pa jaz bi začel nekje na drugem koncu, oziroma malo prej. Jaz zdaj ugotavljam, da dejansko, zdaj pa res že prihajamo leta, ne? Ker na balkonu si me cikal, zdaj si me začel pikati. To je pa ne, ampak tudi vmes, ko sem razmišljal, pravzaprav sem kar nekaj dejansko predstavil na Cankarjevih. Zato, ker dobrih 40 let pravzaprav že malo migam po teatru, pa predvsem mu pa sledim, prve leta sem mu presledil kot knjigo. Zanimivo je to, po vseh teh podatkih, ki si jih na začetku navedel, je pravzaprav tako neverjetno, da se razumevanje Cankarja, pa ne govorim zdaj še o interpretaciji, ampak o razumevanju, se pravi, ko človek to študira, režisera, dramaturg ali pa kdorkoli, se razumevanje očitno skokovito spreminja. Ampak to tako hitro, da je to težko verjeti. Tudi meni se je, tako kot se verjetno Maretu, zdela na začetku, ko sem pač vstopil v teater, prvič pogledal sem tako naprej, so se mi zdele te predstave po Cankarjevih tekstih noro zaprašene. Ampak tako zaprašene, da je to bilo res, da so tudi predstave same naredile odpor. Ne? Potem se mi je seveda leta 80 sta se mi zdeli obe predstavi, ker so šel tudi v mestni teater pogledati. Tukaj sem bil krčmar, ne, v teh glavcih Korunovih, sta se mi zdeli izrazito sodobni. Ampak če potem pomislim, kaj sem mislil o teh dveh predstavah 10-15 let zatem, sta bili strahovito zastareli, dobesedno, čisto zares. Zaradi tega, ker je šla interpretacija tako skokovito naprej in razumevanje, predvsem pa družbeni dogodki. Tako da imamo en blazen absurd, ne, se mi zdi. Pravite, in s tem se popolnoma strinjam, da je recimo Kralj na Betajnovi, pa tudi drugi teksti tudi, da je tako sodobno, da to ne moreš verjeti. Ne? Da je to tako, da bi ga nekdo napisal lansko leto za aktualne družbene dogodke v državi. Se pravi, da se nič spremenili. Od Cankarjevih časov naprej se ta družba ni spremenila, pravzaprav, kljub vsem pred znakom ideološkim in tako naprej. Razmerja so ostala podobna. Še zmeri se je pač treba boriti proti istim rečem in zagovarjati iste reči, kot jih je zagovarjati Cankar. Obenem se je pa razumevanje izkristaliziralo neverjetno, mislim, vsakič znova. Če jaz pomislim, kaj smo se leta 94 pogovarjali, ko sem župnika delal s Korunom v Kranju, pa smo zelo živo, dobro predstavili, sodobno za tisto čas, pa kaj smo se pogovarjali zdaj, ne, pri tem Kranju, na Italiju, pa to so svetovi v mestu, je tako, ker bi se človek še enkrat vrtil. Zaradi tega, ker veliko več stvari, ne zdaj mi razumemo kot ustvarjalci, ampak družba veliko več stvari razume. Ker to, kar se je leta 94 na nek način slutilo, v kaj se ta družba razvija, tam so verjetno noter v tej predstavi te stvari, ki smo jih slutili vsi skupaj. In jaz sem zelo prepričan danes, takrat nisem tega vedel, da je bil takrat župnik na nek način, kar se mi zdi malo smešno, ampak tako je verjetno bilo potisnjeno v ozadje. Zaradi tega, ker je bila tudi cerkev potisnjena v ozadje. Jaz se moram reči, ne spomnim, razen na področju teorije, da bi se ustvarjalci v teatru, režiser, dramaturgi in igralci, kadarkoli pogovarjali o tem, da je župnik predstavnik partije. Ampak vedno smo se pogovarjali o tem, da je župnik usporedna veja oblasti. Dobesedno, čisto dobesedno. In zato je tudi šlo v prejšnjem režimu, v socializmu in zato očitno tudi
In to leta 1994 bilo nekako zamenjeno. Tako da tista predstava se je ukvarjala bolj z malo vizionarsko ukradnjo s tajkunstvom, pravzaprav. Tukaj zdaj pa že imamo na ljubnika zdaj zadnjega ukradnjega detajnja in so pa stvari, nažalost, tako zelo jasne, da ko sem jaz usta odprl, sem mislil, da me bojo prišli zaradi majhorske načkopije. Ja, to gledaš, to gre. Skratka, razumevanje in občutenje ob teh replikah je seveda izrazito sodobno. Tako da ta tekst, Cankar ne samo, da je zapisal to, kar se nam dogaja, ampak sem zelo prepričan, da tudi na nek način inicira to, kar se nam dogaja. Tako da je njegova vloga pojna. Rad bi pa v tem omenil pa še nekaj. Glede te zaprašenosti, ki se ga omenil. Ta zaprašenost rad bi jo konkretiziral. Predvsem smo velikrat slišali na odru igralce, ki govorijo na nek način originalen Cankarjev tekst, karkoli že to pomeni, Tatjana bi lahko verjetno o tem govorila 10-15 minut, pa še več. Ampak skratka, upoštevajoč njegov zapis, to pomeni vrstni red besed ili pa duh časa na nek način. Zdaj, težko si predstavljamo, ampak to uspemo igralci včasih narediti, da govorimo o duhu časa, ki ga je dramatik živel. In to je potem pravzaprav zelo slabo. Zaradi tega, ker je nesodobno. Zaradi tega, ker to postane vedeliška zgodovina, ne vedeliška sodobnost. No, ampak ne, to so sam te, da razmijem, to niso, ker bom pozabil, pa bom vprašal. Zanimivo je pa to, najprej me je pa spodbolj k temu razmišljal, najprej delo na tej predstavi, Kralj na Potanju, kjer mislim, da smo naredili na pobudo Tatjane Staničeve, ki je bila rektorca, najbrž skupaj z režiserji in tako naprej, z osnovno ekipo, po mojem prepričanju en velik premik. Zaradi tega, ker kar pa sploh ni bilo tako enostavno. Mi smo začeli ta tekst govoriti, tako kot bi ga ljudje danes govorili, ne pa kot so ga nekoč govorili. Korekture so bile te zelo majhne opustitve, kratke nedoločnike smo naredili, pa večinoma smo namest ali greste zdaj domov, smo rekli, a greste zdaj domov. To je pravzaprav skoraj vse, kar smo spremenili, pa mogoče še kakšna res majhna malenkost. Tudi veliko izrazov smo pustili, ki danes niso večini. Se nismo šli na to, da bomo kar zdaj po navratne nosu posedali. Ampak, kar je problem, kar je povezan s tem, kar se nam je dogajalo v osnovni šoli, ampak ne samo, kar se nam je dogajalo v osnovni šoli, kar se je dogajalo v teatru. Ko delaš te vloge, ti v podzavesti naprej in v sluh hodijo pokojni Jože Zupan. Skratka, hodijo ti igralci, od ti Stane Sever lahko, hodijo ti igralci, ki so govorili Cankarja pred 30-40 leti. In to posodobiti, to je pa najtežje. Se pravi, to je obremenitev. To je strahovita obremenitev. To je strahovita obremenitev. To, kako se je Cankarja včasih razumel, ko se je meni zdaj zaprašeno, tistim, ki so ga pa delali pa sodobno, ker sem jaz ljublen, in to, kako se to spreminja, to je nedokončana zgodba, absolutno. To je nek specifično gledališki moment. Jaz se spomnim, da je recimo Lawrence Olivier pisal o tem, kak premik je naredil, ko je začel Shakespeare govoriti pač na drugačen način v enih 30 letih in so se pač praktično vsi kritiki znesli nekako nad njim. In John Gielgud mu je na nek način tudi oporekal, ker so jo pač rahlo peli, ampak tudi verjetno je bila to stvar posledice, da so slišali svoje predhodnike in se je določena manera preprosto naprej prenaša. Ampak nekaj me zanima. Omenili ste, da vam je bil pač ta lik župnika v tej letos tako izrazito razvit. Pa me zanima, kako se igralec popelje z način, kar mu je do neskončnosti jasno. A ne, se je jasno, pa to sploh ni. A ni? To je tako, kot mi rečemo, nam je popolnoma jasno, kako naša politika deluje.
Ja, jaz sem zelo prepričan, da nam je čisto nečepenost jasno. Mi vidimo posledice tega, pa javne izjave, ampak da bi pa mi vedeli, kako se dva politika, katerakoli, takole sedita privat, pa kaj vse se dogovarjata, pa na kakšen način se dogovarjata, si je pa iluzija predstavlja, da nam je to jasno. No in te nejasnosti, kako se Kantor in Župnik pogovarjata v bistvu o političnem delu in o korupciji in vseh stvarih, o katerih se to pa ni tako lahko odkriti. Ja, nasplošno že, ampak konkretno, kaj pravzaprav drugemu govorita, to je pa zelo, zelo enigmatično zapisano. To je pa imaginacija nujna. V redu, malo jaz bi predlagal, da gremo pač en korak na ta komični vidik Cankarja in tole Gregorja, smo v bistvu domači malo, da vam moram priznati, če sem se pogovarjal v zvezi s pač Gregor je doktoriral iz Hegla in je specialist za Hegla, pa sem dal v bistvu neko nalogo, če bi lahko v tem prvem prizoru tretjega akta pohujšanja ta zlodejev znameniti monolog, kjer razvozlava to zapleteno logiko, v katero se v Šentflorijanski dolini, kot ta odposlan z pekla ujame, če bi lahko tem kaj rekel, in se mi zdi tak, to smo zapisali tak. Zlodej je zanimiv v Cankarjevem primeru tudi zaradi tega, ker mora pisatelj za vzpostavitev pogojev komike upeljati fantastični element, se pravi zlodeja, nekaj kar recimo temu, da ga upelje na fantastičen način, zato da pač razgrne, da se okolica okoli njega. Rekel sem, to je ena stvar, pa v bistvu zanima me ta, recimo, interpretacija tega monologa. Ja, on pravi tak, da je problem takrat, ko je gospodar postavljal vlogo hlapca, me zanima iz te Heglove, v bistvu duha, se bi dal to skozi Hegla, brati se pravi, gospodar hlapec je razmerje oziroma logika tega pasusa na to. Jaz se pravičujem, predno Gregor odgovori, jaz vem, da mora Aleš iti, ker... Sem že spet motivali. Potem pa izvoli se pravičujem. Dobro, mislim, če najprej se tudi jaz lotno z nekega širšega konca, pred Cankarjem je polno nekih domnevnih filozofskih implikacij. Sploh recimo tukaj v Kralju na Medanovi imamo nadčlovek, pa ne vem, to se je tudi izrečeno. Ampak zdaj tako, ne vem, klasični odgovor je najbolj enostavno odgovor, ne z ničem, to nima nobene zveze. Čeprav izraz, recimo, nadčlovek je lahko uporabljen, v resnici to nima zveze z ničem. In enako je s Heglom, izraza gospodarni hlapec sta uporabljena, ampak nimate zveze. Z Heglovo, s Heglovo konceptualno dvojico gospodarni hlapca. Tako da mogoče ne bi šel to, ker je dolgo široko filozofsko razlagati, kaj je zdaj z gospodarnim hlapcem pri Heglu. Rajši bi mogoče se obdržal vprašanje, kaj je zdaj s komedijo pred Cankarjem, kaj je zdaj s komičnim pred Cankarjem. Ker, mislim, absolutno je tega veliko, ampak kako zdaj točno to kvalificirati. No? In mogoče nek moj odziv na ogled videoposnetka, nisem že videl predstave, na ogled pač vašega dela, se mi je zdaj zelo zanimiv po eni strani. Po eni strani, ja, seveda, takoj vidiš, takoj sem ugadil, to bo pa tako, kot Shakespeare v 2 urah, bo pa zdaj Cankar v 2 urah. Nekaj tazga sem takoj videl, ne? Ampak se mi zdi, da ste se res super lotili zaradi tega, ker ste dali ta, ali pa si dal, res nek vstop za nekega poprečnega gledalca, ki misli, da vse ve o Cankarju, s tem, ko pač pozna teh par citatov in tako naprej. V resnici pa ve samo za nekaj stereotipov o tem, kaj bi Cankar lahko bil. In se mi zdel format, ki je pač televizijski format pogovora, absolutno primeren za stereotipe. Ja, ki je po eni strani, da jih preigraš, po drugi strani pa, da jih tudi na nek način premagaš in pelješ naprej. To se mi zdaj neka zanimiva rešitev, kako ohraniti komičnost, kako absolutno reči komediji, obenem pa ne ostati zgolj pri preigravanju stereotipov. To se mi zdaj recimo super rešitev.
To bi bila nek prvi odgovor. Glede zlodeja, no, se mi pa zdi, ne vem, spet lahko rečeš pred Cankarju vedno, kje v zadju je Goethe, kje v zadju je Shakespeare in tako naprej, kje se on pogovarja z drugimi dramatiki, ne vem, meni se zdi, da mogoče je tukaj res pač Goethe v zadju, no? Goethe v Faust. Kaj se zlodej je super figura, mislim, zakaj je ne dati na oder, to pa res lahko na odru narediš, ne? Pač res lahko daš hudiča na oder, zakaj pa ne? In jasno, da najboljši efekt je tak, ker hudič ni tisto, kar se ni predstavljalo, ne? Ampak je hudič prehudičen. To je tudi Cankar naredil. Mislim, da je to nekaj, kjer mu je res uspel. Skratka, da daš hudiča na oder. Pa z vsemi temi efekti, ne? Nek smrad širi, pa ne vem kaj, najprej so kakšne bliske si predstavljamo. Ne? Vse tako, ampak obenem je komična figura, klavrna figura. Ampak mislim, malo se ti zasmili. Malo se ti zasmili. Ampak je tako, kako uprizoriti Hitlerja? Ja, velikih je kot komičnih. No? Mislim, od Chaplina do marsikoga, no? Je Hitler pač komičen lik, in se je smešen, no? V tej svoji bizarni zloveščosti zla. Ne? In mislim, da tukaj Cankar v bistvu zelo dobro uporablja ta komik. Prej sem omenil še tudi, jaz ne rekel pač to vprašanje, zakaj je pred Cankarju komično pravzaprav prisotno samo na način satere. Ok, mislim, mogoče to, ne, če bude to vprašanje. Smem mogoče samo še da izkoristimo Aleša Valiča, doktor je še tukaj, da zadnje, mislim, da to vprašanje še njemu nasloviš. Čisto, da pride dobro leti. V bistvu pomislil sem na to, da je pač komično na nek način pred Cankarju izrazito pač satera, se pravi na nek način kako bi temu rekel, degradacija konteksta. Pač to smešno, v bistvu je smešno zato, ker se pač degradira nek politični, ponavadi politični kontekst, ali pa nek moralni, recimo temu, pohujšanje, pač se pravi pokvarjenost konteksta in tako naprej. Ja, to vprašanje. Kaj to, o čem pač to govori? Ne vem, no. Verjetno, če hoče avtor družbeno kritično pisati, pa hoče, da so zraven elementi komedije, verjetno nujno pride do satire. Ne verjamem, da je možna sploh kakšna druga pot, ne vem, jaz so vsaj taki ne poznam, možno da obstaja. Ampak, če hoče ostati resno kritičen, obenem pa, da je to tudi lahko smešno, je po moje absolutno nastane satira. Zanimivo je tudi, kako Hlapci leta 80 programi, publika se ni čisto nesodala. To je zelo odvisno od dejansko razmer, ki jih ljudje živijo, pa potem pridejo v teater. Leta 84 so se strahovito smejali župniku. 94 programi. Leta 2014 se ničke dosti ne smejijo. Ja, ker ni smešno. To ni smešno, se ne smejijo niti kantorju, nobenemu se pravzaprav ne smejijo. Nasmihajo se ljudje, pa čutiš, da malo kakšen mogdaj pa da je sabo vzame, ampak da bi se pa smejali, se pa ne. Ne? Kaj pa se tega? Sem se pa spomnil še enega detajla, romantične duše, to me je pa prijetno presenetilo, da so me sam 4-krat. Ne, spomnim se enega detajla, ki je malo pred pomagal o svojih spominih v zgodovini na nek način. Pa vam je tudi enega romantične duše, ta je pa fantastičen. Romantične duše bi skoraj povzročile, da jaz ne bi bil igralec. Ja. Profesor Korun nam je dal v prvem semestru, ko smo imeli selekcijski izpit na koncu prvega semestra januarja, kar je pomenilo, da če si padel na selekcijskem, se nisi mogel več nikoli upisati na akademijo in tudi na sprejemca več. In nam je dal prizor iz romantičnih duš. Torej, če verjamete, jaz sploh nisem vedel, zakaj gre v tistem prizoru. Kaj sem igral, danes ne vem. No, in ko je prišel, pa smo generalno in po produkciji je prišel v razdelu indekse, je rekel, to je bilo pa za 2 in boljš. Tukaj sem pa 6. Skratka, ampak ne, hočem reči, govorim pa o Cankarju še zmerno sveta. To je tako, ta enigmatičnost je noter zapisana. Do tega se
izjemno tako prekopati, kot ustvarjalci. Da ti prideš, tem stvarem so noter zapisane zares blizu in da jih zares, da potem zares iz njih nekaj narediš. To niso tako enostavno zapisane. Znači, pomislimo, zdaj smo o leti ženskih klikih govorili, pomislimo sam fransko izkrajanje detajno. To je kompleksno, da težko najdeš vlogo, ki je tako kompleksna kot je ta. Na kak način recimo se vam pa se stavi v nekaj oziroma na kak način pride do tega? Kaj se mora izgledati? Kakvi pogoji morajo biti spomni, da se vam ta nekaj Ja, priti mora na nek način v ekipi do skupnega imenovalca in do skupnega razumevanja stvari, da potem veš, na katerem področju se gibljaš in kje raziskuješ. Če raziskuje vsako svojo smer, Cankar je po mojem mnenju, marsikaj drugega seveda tudi, ampak Cankar je pa sploh, se mi zdi, da je nemogoče dobro narediti. Tako mislim. Zdaj pa moram res narediti. Hvala lepa. V bistvu mogoče, ja, to je vprašanje na nek način. Jaz bi mogoče, glede na to, da je nekaj ljudi, ima kdo kako vprašanje, se mi zdi, da je pošteno, da odpremo za publiko. Priložnost. Ali kak komentar, ali kak Saša, si igra v hlapcu, je pošteno. Ne zabija, če se prav spomnim, ampak bistveno. Nek se ukvarjam, ampak to kot profesor umetniške besede s Cankarjem, pa vidim, da potem, ko se poglobijo študenti, da imajo strašno rado. Zelo so. In pride blizu, tako kot so vsi zdaj, vsi vi trije, ki ste govorili, oziroma štirje, ki ste govorili o tem. Je res izvrstno pisatelj. Tudi, če ga ne maraš, ga vzljubiš, zato je to zelo močen, zelo sugestiven. Ta humor pa satira, to je pa sploh presenetljivo, ker to tega sploh ne pričakuješ, ampak je. Višek njegovega talenta, po mojem, in inteligence in njenega višjega pogleda, ne odmaknenega pogleda na stvari, ne samo zgolj čustvega. Pa če se še to okrog Cankarjeve lika matere ukvarjamo, je pravzaprav v psihiatriji, psihologiji ali pa v zgodovini slovenskega naroda to edini model slovenske družine, ki je bil skozi stoletja edini model, ki je dejansko postavil naš narod ali pa naše pleme na to, kar je slovenski značaj. In to je nažalost odsotnost očeta in mati, ki je za vse pravzaprav sama vleče naprej in je za vse žrtev in zato so krivi otroci. Avtomatično otrok potem pozame vlogo žrtve oziroma se počuti, oziroma da je krivec, ker pomaga materi in je kot otrok
mislim, to ni bil noben ključ, no, tega sploh ni bilo niti bliz, ne, ampak sem hotel vzeti neke elemente, ki so bolj blizu temu, kar si ti prej rekel, ki so mogoče nek stereotip ali pa nek klišej, kako ga Cankarja vidi nek človek, ki ga prav zares ne bere veliko. In tukaj sebe tudi not uštejem, zato ker mislim, se zelo dobro spomnim, kako je bilo pol, ko sem ga začel spoznavati, da veš, ne. In se v bistvu ukvarja s Cankarjem na način, da je to pač Bog, da je to nek slovenski mit, prav, mislim, nek kanon, ali kakorkoli temu rečemo, nek monolit tam, ne, ampak če pogledamo vse, bi rekel, druga plemena, ne? ki imajo svoje te literarne bogove in drugačne monolite, ne? Ki so kao nedotakljivi, ne? V bistvu jih ful dobro približajo, ko jih v bistvu začnejo konstruirati, ko jih začnejo v bistvu mogoče smešiti, ampak z nekim namenom, da v bistvu, če to stoji kot nedotakljiva celota, ne, in je okrog nje ustavljen neka aura ali neki, ne vem, nek plašč, skozi katerega se sploh več ne prebije človek, zato ker je to tok zakodiran v šolskem sistemu, te socializaciji, ki odrašča s tem Cankarjem, ne? Da najdeš neko pot v Cankarja z neke druge strani, da najdeš v bistvu neka vrata, ki reče pol gledalc, aha, lahko Cankarja v bistvu malo drugače štekam, ali pa bi me pa zanimalo, pa zdaj Cankar še res napisal, ne? Ker v tej predstavi seveda je veliko mojega teksta, ampak je ogromno tudi Cankarjevega teksta, ne? Ampak s tem se pol tudi v sami predstavi igram, ne? Not je stavek, ki ga je Cita izreče, da Cankarja se ne spreminja, ne? Pred Cankarjem vse na svojem mestu, ne? Mi v predstavi dejansko ga vzamemo Cankarja in post Cankarja in ga damo drugam in ga damo na drugo mesto, in ga, ne? Ampak ne z namenom seveda nekega, da bi rekel, uporniškega borbe proti Cankarju, ampak v bistvu ravno s tem, ne, ker Cankar v bistvu te, kot je bilo večkrat že danes rečen, ne, kad ga bereš, ne, ti je enostavno žal, da ga nisi spoznal na neki točki. Ne. Zdaj, če bi šel zdaj res v pretiravanje, ne, pa bi si laskal malo preveč, ne, bi rekel, da je ta predstava prvi uvod v to, da se spremeni šolski sistem in se naredi z jasnim premislekom, razumeš, kurikulum za osnovno, srednjo in nadalje šolanje, da se Cankarja ne zagabi ljudem, ampak da ga, ne vem, jaz sem pač prav, moje mnenje je, da bi ga mogli začeti brati v srednji šoli in z določenimi teksti. S čim pa misliš, da se bi začelo? Recimo, če bi v osnovni šoli, kaj bi ti dal osnovno šolo na... Jaz ga ne bi dal osnovno šolo. Meni se zdi umno, črtice niso za osnovno šolo. Meni se zdi kar neki to. Te črtice niso pisane kot otroške črtice, pa ne vem, kot neka literatura namenjena osnovni šoli. Mislim, mi smo se odločili, nekdo se je nekje pred leti odločil, da je to za osnovno šolo. Ampak jaz mislim, da če bi hotel Cankarju narediti, mislim, če bi on kle zdaj, pa bi on videl, kako se ga čita in kaj se čita od njega, mislim, v šolah. Mislim, po moje... Tole po stopnicah, kakih po moje, če bi imel kaj besede, ne, bi sigurno nek drug izbor del predlagal, pa, ne. Ampak, zdaj, hočem ti reči, ne vem, kad jaz Cankarja, ne vem, na akademiji vzamem v roko, pa pri 18-ih, ki me je zanimal anarhizem, dosti bolj kot med danes, vidim v Cankarjevih delih anarhistične elemente, ne, in mi jih seveda nihče ne ponudi v branje nikoli, ne, zato, ker je ful bolj pomembno, kako, ne vem, je mater zatajil, a štekaš, ne, mislim, tukaj,
Zdaj, to malo jezi, ne, človeka, mene jezi. No? Mene je škoda, da je v bistvu bil oduzet en avtor bil zaradi tega, ker se lahko nekdo reče, ja, kurc, ne, bi bil šloh učenec, pa bi lahko malo raziskoval sam, pa, ne. Ampak, pri vsej tej literaturi, ki je na voljo, pri vsem tem, kar imaš za domače branje, pa zdaj se už vračal na Cankarja, ali kaj, pa ni šans, a veš, mislim. S tem, da recimo, jaz sem hotel, ja, ni čisto odgovoril, ampak pustimo. Sem hotel nekaj sem še hotel reči, mislim, ker se vračamo, se mi zdi k tej temi, kako v bistvu Cankarja spraviti v šole. Se spomnim, da v resnici, ravno zaradi tega, ker je Cankar pač kanon, in zaradi tega, ker je izrazito političen avtor, je to vedno bilo tudi politično vprašanje, kar se zelo jasno postavlja že ves čas. In če se spomnim, recimo konkretno Hlapce, no, se je na neki točki se začel Hlapce totalno, šlo je v totalno metafiziko. Recimo, če je v starih časih, da tako rečem, so bili Hlapci, ne vem, da so brez petega dejanja, odigrali in tako naprej, ne, so od neke točke naprej začeli, ja, ne, pa tukaj gre za trpljenje, da, ne vem, sploh pozabil sem izraze, pa kar naenkrat se ga je začel, kukor da ne, sploh ne gre za politične motive, ne gre za trpljenje človeka. Jaz sem doživel pač ta prehod, ne vem, tako kukor da bi prejšnje leto si učil enega Cankarja, drugo leto pa čist drugega Cankarja. No? Skratka, da je to tudi, mislim, sploh v povezavi z šolskimi kurikuli, je to res politično vprašanje. Se pravi, kako Cankarja daš ljudem zabrati, izjemno natančno izraža politično temperaturo. No? Natančno, to je zelo spesebna. Pa kako ga pa dajo brati, veš? Lahko jaz nekaj vprašam vas. Meni se zdi zelo zanimivo tega, kar ste se dotaknili zdaj malo prej Mare. A je to konstantno pri uprizarjanju Cankarja, ker ga je treba skozi neko družbeno-politično situacijo, ki je v tistem trenutku prisotna. Če se ga gleda skozi to, se dela škodo Cankarju ali ne? Zato, ker zmeram potem, meni se zdi, da zmeram on rada oži. Ti začneš župnika videti skozi to, kar je, ne skozi to, kar ga je Cankar hotel simbolizirati. Malo to. Ja. Veš, kak jaz vidim zadevo, recimo, da je Sebastian Harer, ki je prizoriti za narodno blago v Mariboru, prvič, po mojem mnenju, naredil to, da je zadušil vsa ta mesta, kjer se pričakuje interpretacija politične aktualnosti. In v bistvu to predstavil berem kot na nek način manifest tega, da se Cankar ne sme več brati zgolj, se pravi, da se Cankar ne sme izrabljati izključno zato, da se merijo temperature v nekem družbenem političnem. Ker je ponastavitev, je, ne? Ja. In to vprašanje, ki iz tega nastane, je tudi pol... Ali kako, no, prosim, da te prekidam. Če se želimo pozdraviti na neki točki, ki bi treba rekel, te diagnostike, pa simptomatike, ki buta, pa neke socialne patologije, ki buta skozi Cankarja cel cajt ven in ki jo pač nekako ljubimo. Ne se ravno na to sem se pa prej na to, če ste govorili, kako se ta pogovor od začetnega odnosa, ne, pač teh faz branja, pač dramatizirane zgodbe, pač že od prvega branja dalje, potem zdaj ponovno vrno na to isto izhodišče, se mi zdi po drugi strani precej logično, da si je recimo Marja za izhodišče eno formo, ki ponuja neko distanco do recimo pač določenih nevralgičnih točk, bom rekla, da se ne dotikamo spet pravno in podobne. Ampak nevralgičnih točk, ki jih je očitno pač Cankar skozi svoje delo diagnosticiral in tudi spisal. Mene pa zanima, v povezavi ravno z temi nevralgičnimi točkami pri Cankarju ali pa skozi Cankarja ali pa skozi osebnost pisatelja, katere točke si ti izbral za raziskavo komike. In sicer ravno s tem, mi se zdi, da pač gre za nek postopek ponovitve oziroma distančnosti in potem pogleda na novo na stvar, ki tudi pač se mi zdi bistvena za nekako branje kot tako, da se pač zaupamo pač
če te prav razumem, ni bilo toliko vezan na Cankarja ali pa na njegove tekste, kolikor je bilo vezan na začetno, kot bi rekel, formulo ali pa začetno dejstvo, da imamo opravka z liki, ki so živi danes in se hkrati v bistvu bivajo v dramah, v delih in so uprizarjani na odrih in obenem gosti v TV programu in živijo hkrati neka svoje življenja, ki niso več samo življenja, kot bi rekel, imajo v sebi dvojno življenje, imajo življenje, ki jim ga je namenil Cankar, iz katerega v bistvu so izstopili in imajo svojo, kot bi rekel, post-cankarjansko zgodovino do danes. In v bistvu ta situacija sproža ful enih seveda zanimivih, če rečem tako, kot ste vprašala, raziskovanj v polju komičnega, v tem, kam lahko ti v bistvu zdaj s to situacijo ali pa s tem dejstvom prideš. In s tem se v bistvu pol več igral, kot prav zares z tem, da bi iskal v Cankarju neke dele, ki bi jih raziskoval, pa najdel, na to bi pa komično tako funkcioniralo ali pa drugače. Mogoče se sliši čuden, ampak ful sem obudil in bral nazaj spet ene stvari iz antropologije in s tem iz tega področja, ko imaš ogromen ljudstev, ki verjame v to, da njihovi predniki živijo skupaj z njimi. In da svet ni, mislim, da ni naključi, da pač stvari, ki se okrog njih dogajajo, so povzročena strani v bistvu njihovih prednikov umrlih, ki so tukaj z nami. Pač jih ne vidimo na to. Ampak na nek način sem jaz začel dojemati te like, ki živijo tukaj na tem TV programu, da vem, dan današnji, na ta način, kot bi rekel zdaj, skozi neke te antropološke tekste, ki razlagajo o tem. Mislim, en primer bom povedal, da ko se nam zgodil enkrat na Papui Novej Gvineji, drevo... Ja, res je to. Mi smo sedeli pod nekim ogromnim drevesom, pač tako stoletno drevo in je neka res taka veja se je odlomila in je padla dol, tako, ampak ne iz našega drevesa, ampak sosednega, ker pod tem našim drevesom je bil kot tak skupnostni sestanek in je bilo res, mislim, da je 50 ljudi, ampak je padla ta veja dol. In potem je bila debata z našimi gostitelji, tam, ki smo živeli, to je bilo sred tropskega gozda, tam v eni vasi. In smo mi rekli, pač neki, oni so začeli, to ni v redu. In mi smo začeli, pač naključje. In oni gledajo, kaj je to naključje? Mislim, kaj to sploh je, koncept naključje. In slučajno je zdaj dol padel. To, kar rekel, zakaj pa ni slučajno pred 1 uro, ko nas ni bilo kle? Ne vem, zdaj je slučajno. In tako je bila debata, mislim, kaj je point? Point je, da pač situacija v naši predstavi je, da ti moraš vzeti kot zdravo zagotovo, da to tako je. Oni ne rečejo, da verjamejo v duhove, oni rečejo, da nimajo kaj verjeti, ker duhovi so, ker njihov svet je definiran, da duhovi so. Ni to stvar verjeti, ampak je stvar tako je. In pač v tej drami tako je. Tako je in to je bila začetna formula. In če se vrnem nazaj, iz te formule se pa lahko v bistvu igraš v neskončnost. Mi smo se po moje še premalo. Mislim, smo se, ampak bi se lahko še malo dle. Da sem malo šel v to. Ne vem, eno stvar, ki bi jo mogoče jaz dodal, pred, da zaključimo,
Jaz sem pa tudi še hotel nekaj. Ne, hotel sem še odgovoriti na vprašanje. Se bom res kratek, ampak sem tako, meni se vedno zdaj, če prizarjaš nek tekst, jasno, da boš, se ne boš pretvarjati, da nisi nekdo, ki pač ima neko svojo zgodovino, ki ima neko svojo izkušnjo in tako naprej. Tega itak ne moreš, kar pomeni, da zakaj bi to zanikal? Jasno, da imaš vedno svoje branje, jasno, da vedno si v nekem času, ki je pač tvoj čas. Zakaj bi to zanikal? Uporabiš to in igraš s tem. Samo na kratko, da se mi zdi, da ne moreš spoštovati avtorja s tem, da tako kot je Valič prej omenil, da ga probaš še govoriti v jeziku izpred 100 let. Ne, to je čisto narobe. Ja, se strinjam, mislim, to nisem domislil, ampak... Če ni to koncept. Če to koncept pa veskal, zakaj pa neš neki muzej, seveda. V bistvu sem hotel pa še vprašati, ali pa se reči, da se meni zdi osebno, da je zelo težko Cankarja, da mu je zelo težko pristopiti s tem, da te ni strah njegovega mita. Se pravi, neposredno, kot zgodbo, ki hoče vplivati na tebe, ne glede na to, iz katerega časa si. Zgodba vpliva. Pa to je še jaz ker to je bilo točno to, mislim, to je definitivno res, samo tle je v bistvu čist za postopek dela, ko ti bereš, recimo, percipiraš s svojim modernim principom, ko pa govoriš, pa delaš, v bistvu delaš z materialom, in ta material, to, kar je on govoril, je to, da te ta material vleče vase. Da te vleče vase skladna, da te vleče vase oblika, da te vleče vase vse to, kar ni mogoče samo kanonsko, ker mi smo točno dali skozi tisti svet, da sem začela svoj uvodni govor s tem, kako je bil meni, mislim, da ponovim še jaz, ne vem, kako je bil meni Cankar zoprn, ker jaz sem imela pa celo to smolo, da sem nabasala na podobe sam kot prvo branje v zvezi z njim, in sem bila pod mali zamorjeni se zgodov. Ampak hočem reči, da je tle v resnici, mislim, kompleksnost tega je to, da jezik sam vleče, mislim, da jezik kot struktura vleče v določeno smer in če recimo se znaš temu izogniti, potem dobiš to modernost. Zato je prišlo, ne samo zato, da ti percipiraš drugače, da ti razumeš župnika zdaj s čist drugimi konotacijami. Župnik ima določeno skladno, ki jo moraš ti na nek način v resnici tudi se izogniti, recimo, tej, bi rekla, kanonizirani vtisu in tiskaj on rekel, recimo, slišaš Severja, slišaš ne vem koga, to je točno tako, kot slišimo mi, recimo, če gremo brati neke črtice, slišimo pa našo učiteljico, iz prvega razreda, ki je rekla, veste, ne smete z mamico se tako obnašati. Tako da tle, recimo, mislim, ker to je bilo res zanimivo, jaz sem delala Cankarja dvakrat in obakrat, recimo, smo ga jezikovno zelo razsledili. Prvič, če so bile romantične zduše s Horvatom in takrat smo šli v zadnjem dejanju prav improvizacijo, ki prinesla moderne psovke, in take stvari, recimo, in je bil proces zelo zanimiv. Drugič je bil pa tukaj in taka stvar, kot so recimo krajšani infinitivi, to je tehnično malenkost, ampak vsebinsko je pa to blazna stvar, ker je, zakaj? Zato, ker je percepcija drugačna. Ker so ljudje na nekom tisto moto, ki so imeli pred sabo, začeli gledati kot nekaj, kar jim bo začeli recimo živeti. In to se je povezalo potem z režiserjem, ki je bil senzibilen v to smer, z generacijo, ki je bila mlada, pa dosti neobremenjena, s tem, da je bilo veliko Štajercev, ki so svoje not prinesli. Mislim, vse to je vplivalo, Tako da to reči, recimo, seveda, jasno, treba ga je imeti sodobnega časa. Ja, je imeti, ampak narediti ga v sodobnem času je pa druga stvar. To je pa čist dejansko tehnično zelo... Pa mene tudi nekaj zanima, prej je bilo rečeno, ker ste vi rekli, da je ta pravna detajna, mi se ne zdaj vredi, me zanima, kako ste sprejeli songarstvo. Songe, koncept songov. Mislim, a smem? Zato se bojim, pač mene se ne posluša. Mislim, tako, kaj so jim songi, ne vem, to je malo tako, čas je bilo tako, da vsaka predstava je mogla imeti še en video, no? Zdaj pa že na 10 let moram imeti pa en song vsaka predstava, a nima? Ne, še 10 let. Ampak ali ni to tako, ker moraš nekaj pofočkati? Meni se recimo pa to zdaj dogajalo na modelu. Recimo, meni se zdaj pred 10 leti to moderno, ampak dobro. Ne, mislim, da je res neka modna muha. Če se bo res tako, da nismo mogli videti predstaviti, da ni bil kar nekje se pa polni video pojavil.
super, ker smo odkrili videe pa kamere, pa nekaj. To je zdaj na srečo več ne dela, ampak zdaj pa te songe so še zmeri, ja. Tudi v Nemčiji sem videl, imajo še zmer to. Tako da ne vem, koliko časa